Lepo pozdravljeni. Danes bi vam želela povedati par izkušenj vezano na volitve in na dejstvo, da sem se znašla v predvolilnem golažu. Tako sem poimenovala situacijo ob kandidaturi v eni od slovenskih strank. Zakaj predvolilni golaž? Zato, ker v golaž lahko zamešamo marsikaj, pa se na koncu ne vidi, kaj je noter. In nekaj podobnega se je dogajalo tudi v predvolilnem času, ko so dejansko preko anket vplivali na najmanj, kar se je zgodilo, na voljo volivcev, ki so potem volili stranke, za katere so v javnih medijih slišale, da so na vzporednih volitvah zmagale, da so anketne stavnice kazale, da bodo one tiste, ki bodo zmagale. Kaj se je pa v resnici dogajalo v ozadju? Začelo se je z anketami. Jaz osebno sem bila slučajno klicana strani ene od anketnih postaj, ali kako se temu reče, v Sloveniji. In malo sem se pohecala, da stranke, za katero bi volila, ni na seznamu, in dejansko se je izkazalo, da te stranke res niso imeli na seznamu. Potem smo preverjali, zakaj ta anketna služba ni imela te stranke na seznamu vseh tistih 20 strank, ki so kandidirale za vstop na volitve. In je sam direktor pokomentiral, da je bil interes premali in da zato nekako ni prišla na seznam anket. Te ankete so bile izvedene za eno od slovenskih televizij in domnevam, da se je dejansko že na tej anketni službi zgodila manipulacija, kako že pravijo, denar je sveta vladar, ne? Ja, potem sem se v bistvu pogovarjala z eno kolegico, nekdanjo sosedo, ki dela tudi za eno drugo anketno hišo. Ona je trdila, da so bili v bistvu rezultati podobni, kot so se na koncu zgodili na volitvah, ko so ljudje glasovali. Edino, kar je bilo mogoče sporno, je bilo, katere številke je ona klicala, kajti te telefonske številke je serviral računalnik. Lahko da je bil tam narejen izbor telefonskih anket oziroma telefonskih številk. Saj se je govorilo med ljudmi, da se je tudi ena skupina ljudi iz ulice pripravljala na to, da so pač rušili vse vzporedne politične stranke, ki bi v bistvu kandidirale oziroma potencialno prišle v parlament sam, ne? Če mogoče še o tem malo povem, kar sem se v bistvu vse naučila zdajle čez tole kandidaturo, kako izgleda prihod v parlament. V sam parlament pridejo stranke, ki imajo nad 4% glasov volivcev. In nobena od teh novih strank tega procenta ni dobila, zato ni nobene v parlamentu. Druga stvar, če ima stranka nad 1% glasov volivcev, potem dobi od države denar. To je za stranko tam nad 7.000 evrov na mesec. Se pravi, ena od teh strank, ki je bila tam s 3% udeležena, je dobila kar zajeten kupček denarja na letni ravni. Te stranke še vedno nimajo parlamentarnega stolčka, ampak imajo pa vsaj žepnino. In to lepo žepnino, ne? V bistvu je tukaj tudi zanimivo, da je mogoče to razlog, da se nekatere nove politične stranke morda niso želele povezovati, ker bi bil potem sam en kupček denarja, ne? Verjetno pa obstaja še kakšen drug razlog, o tem se tudi govori, ampak jaz se danes osredotočam na anketne rezultate, kajti trdim, da so že sami anketni rezultati povzročili, da so televizijske postaje vplivale na odločitve posameznih volivcev, ki so stopili na volišča in volili. O tem, da obstajajo še tudi druge manipulacije na samih voliščih, pa morda kdaj drugič, oziroma o tem bo govoril kdo drug, ki ima več izkušenj ali pa več viden na tem področju. Jaz sem vam lahko govorila samo o anketnih postopkih, ker sem jih kot študentka tudi sama precej delala
pa mi je bilo to področje v bistvu zanimivo, pa nekako položeno ob tem predvolilnem boju v zibelko, da se to področje malo razišče. Klicala sem tudi na POP TV, kjer sem preverjala, zakaj na soočenju niso bile prisotne vse neparlamentarne stranke, ampak samo nekatere. Po kar precej klicih sem dobila odgovor, da zato, ker so zaupali eni najbolj zaupljivih anketnih služb, ki jim je predala podatke samo za nekatere neparlamentarne stranke in te so potem povabili na soočenje. Tako da, različni pristopi so bili pri samih anketnih študijih, ampak vidi se, da v bistvu so že anketni študiji tisti, kjer se je manipuliralo. Lahko pa dodamo še situacijo, ali pa moja izkušnja je še, da so v bistvu tudi po omrežjih, konkretno po Facebooku, v bistvu zelo blokirali oziroma kar 100% blokirali tudi mene osebno. Sem doživela v bistvu prvo blokado in sicer 3-dnevno, pa potem 90-dnevno nisem se še danes v bistvu ne vidi, ko objavljam zadeve, čeprav sem imela veliko sledilcev. Ko sem si naredila vzporeden profil, se pa v bistvu na tem vzporednem profilu ni dalo dodajati novih ljudi več kot 5 na dan. Danes, na primer, jih lahko dodam 50. Sprav sprašujem se, kdo je tudi na tem področju v bistvu vplival na to, da smo bili ljudje, ki smo hoteli enako kot so televizijski kanali oziroma ankete vplivali na ljudi, smo mi želeli čez socialna omrežja tudi vplivati na volivce, ampak bili smo precej neuspešni, pravzaprav verjetno kar 99% neuspešni, zaradi tega, ker so nas zaustavljali. Ob vsakem poskusu, da bi poskušali tudi mi predati informacijo med ljudi, so nas zaustavljali. Ta tretje področje, kjer se je dogajalo ustavljanje oziroma blokada, so bili pa v bistvu plakati. Tudi te so za določene stranke vztrajno zažigali in odstranjevali iz prostorov, kjer smo jih v bistvu lepili. Tako da, en kup enih takih čist brez tega, da so se manipulacije na voliščih dogajali, situaciji pokaže na to, da so dejansko imeli velik interes, da dosežejo samo eno stvar, da na parlamentarni politični prag pridejo le tiste stranke, ki so tam že prisotne in tak je bil tudi rezultat. Dodana je bila pa ena nova oseba, to je pa tak ali tak vedno praksa v Sloveniji, da nek nov joker ven potegnejo in tisti joker potem vsaj začasno zmaga. Evo toliko o mojih izkušnjah, hvala lepa in lep pozdrav.